Dopomni se obljube čas, človeški rod rešiti. Usmili Bož se grešnih nas, sam zvolil krivam Silno se veselim Gospodu, moja duša se raduje v mojem Bogu, pravi v današnjem prvem berilu prerok Izaija. Zakaj Gospod me je odel z oblačilom odrešenja, ovil me je z ogrinjalom pravičnosti. Tema današnje tretje adventne nedelje je veselje. Zato jo imenujemo tudi nedelja veselja ali nedelja letare, gaudete nedelja. Vedno se veselite, pravi apostol Pavel v današnjem drugem berilu iz prvega pisma Tesaloničanom. Ne prenehamo molite, v vsem se zahvaljujte, kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Duha ne ugašajte. Podobno piše Filipljanom. Veselite se v Gospodu, zmeraj, ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu. In to je razlog našega veselja. Gospod ni nekje daleč, proč od človeka, ampak tu v meni, v mojem srcu, v moji družini, med prijatelji, na delovnem mestu, v šoli, na športnem igrišču, v koncertni dvorani, na cesti. Gospod je blizu. Kajti kateri veliki narod ima bogove, ki bi mu bili blizu, kakor je nam blizu Gospod, naš Bog, kadarkoli ga kličemo. Tako je nagovarjal Mojzes Izraelce onstran Jordana v puščavi. Gospod je blizu. Na meni pa je, da mu pripravim prostor in k temu me vabi adventni čas. Prva adventna nedelja nas je spodbudila k čuječnosti, k budnosti. Sporočilo druge adventne nedelje pa je bilo, naj pripravimo pot Gospodu, Gospodu, ki prihaja. In zatem je sedaj veselje. Kdo se ne bi veselil Gospoda? Veselja pa seveda ne bi bilo brez ljubezni, kajti izvir vsakega veselja je ljubezen. Veseli se Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Pozdravi angel Gabriel Marijo. Veseli se, Marija, veseli se. V današnjem evangeliju, ki je vesela novica, veselo oznanilo, ali kot pravi papež Frančišek v apostolski vzpodbudi veselje evangelija, evangelij vztrajno vabi k veselju. Evangelsko veselje je za vse ljudstvo. Nihče ne more izključiti nikogar. Danes beremo v evangeliju o Janezu Krstniku, ki je pričeval luči. Kot pravi, ni bil on luč, ampak je pričeval luči. Pokazal je na luč. In še pred ne bil rojen, se je razveselil Gospoda. Ko je namreč Marija obiskala Elizabeto in ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Glej, pravi Elizabeta, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od radosti zganilo. Apostol Pavel pravi v pismu Galačanom, da je veselje sad svetega duha. In smo zopet pri ljubezni, kajti sveti duh je poosebljena ljubezen. Naj bo ta adventni čas, čas ljubezni, čas budnosti in pripravljenosti, ter čas veselja. Veselja nad prihajajočim odrešenikom, veselja novega rojstva, novega življenja. In da bom tudi sam sposoben ponoviti za prerokom Izaijem, ki pravi: silno se veselim v Gospodu, moja duša se raduje v mojem Bogu. Njegov